Gospe in gospodje, ekscelence, prijazno pozdravljeni na današnji razpravi Slovenskega društva za mednarodne odnose. Verjetno se spomnite, da smo teden dni po drugi izvolitvi Donalda Trumpa 6. novembra lansko leto v teh prostorih imeli srečanje o Ameriki po izvolitvi Donalda Trumpa. Gosta sta bila naš današnji gost Edvard Žitnik in profesor Bogomil Ferfila. Skoraj natančno leto dni kasneje je ponovno naš gost, novinar in publicist Edvard Žitnik, ki je v živo poročal iz ZDA v obdobju prvega mandata predsednika Trumpa. Tokrat bo govoril o tem, kaj se v ZDA, v Ameriki dogaja danes. Edvarda Žitnika, zunanje političnega novinarja in komentatorja, voditelja oddaj na TV Slovenija, nekdanjega dopisnika iz ZDA, spremljamo že vrsto let. Vsi ga poznamo in ga toplo pozdravljam. Razpravo bom povezoval Marjan Šetinc, predsednik Slovenskega društva za mednarodne odnose. Tisti, ki ste bili lani, torej pred točno enim letom tukaj, se spomnite, da sem v lanskem uvodu v razpravo, ki je bila naslovljena ZDA teden dni po volitvah, povedal, da bo ponovni vzpon Donalda Trumpa segel v vsako poro zemeljske oble in ne le v življenja večine prebivalcev ZDA. Tedanja trditev potrjuje poteze, ki jih spremljamo vsak dan. Tedaj se je zdelo, da gre le za Trumpovo predvolilno populistično nagovarjanje državljanov, da mnogih napovedi ni mogoče, ni potrebno imati resno. Teden dni po izvolitvi Donalda Trumpa so se že kazali obrisi ameriških zunanjepolitičnih in seveda notranjepolitičnih usmeritev. Poteze, ki jih Trump razglaša, nas vsak dan znova malo presenetijo. Nekatere malo, nekatere pa kar precej. Poteze, ki jih Trump razglaša, so predvsem največji vpliv imajo, bi rekel, medijsko uvozne tarife. Mi rečemo kar carine. Potem gre naprej zavračanje podnebnih sprememb, izstop iz ZDA iz mednarodnih organizacij, ukinjanje in zmanjševanje financiranja mednarodnih organizacij in agencij Združenih narodov in splošna ukinitev oziroma zmanjšanje USAID, torej ameriške agencije za pomoč po svetu. Gotovo so eden ključnih instrumentov udejanjanja politike America First tarife, ki naj bi uvoz v ZDA zmanjšale in usilile proizvodnje v ZDA. Toda tarife so povzročile dvig cen in udarile po žepih Američanov. Prenos proizvodenj iz držav, ki se, kot pravi Trump, okoriščajo na račun ZDA, se ne more zgoditi čez noč. V tem času pa prihaja po svetu do novih zavezništev in izogibanju od ameriške odvisnosti. Mednarodna razmerja se spreminjajo. Vzorec, da je cela država odvisna od ene osebe, postaja vse bolj prevladujoč po svetu, ne le v ZDA. Zdi se, kot da različne demokracije, torej volilni sistemi, ki pravzaprav določajo tip demokracije v posamezni državi, naplaknejo osebe, od katerih so odvisne
celotne države. V primeru ZDA pa trepetacijo svet. Po zmagi predsednika Bidna oziroma smo se mnogi oddahnili. Verjeli smo, da se Trump ne more ponoviti. Pa se je. Po zmagi Trump je drugi mandat začel tam, kjer je prvega končal. Predsednik Biden ni spremenil ali povrnil skoraj nič, kar je Trump začrtal. In še tisto malo, kar je spremenil, je Trump takoj po inauguraciji preklical. Njegove napovedi, da če bo zmagal, bo vojni v Ukrajini in Palestini hitro končal. S tem je seveda povedal, da je Amerika tista, ki lahko v tem primeru to stori. S financiranjem in dobavljanjem orožja strani ZDA je Izrael izbrisal Gazo z zemeljske oble in dobil upor znotraj ZDA v obliki pro-palestinskega gibanja. Mnogi ne verjamejo več tudi tega, da Trumpova politika lahko privede do miru v Ukrajini. To kažejo tudi javnomnenjske raziskave v Ameriki. Trump se hvali, koliko vojaških konfliktov je končal, vztrajno pa generira nove krize. Najnovejše v Karibskem morju, proti domnevnim tihotapcem mamil, pa razglašanje predsednikov Venezuele in Kolumbije, Madura in Petra za prodajalca droge. V nedeljo je zapretil z vojaško intervencijo v Nigeriji, če ne bo ustavila preganjanja kristjanov. Da ne omenjam, kako pritiska na Južno Afriko. Znotraj ZDA pa nadaljuje z razgrajevanjem državnih institucij, sodstva, zdravstva, nadaljuje s proizvajanjem nasprotnikov. Vse to ima notranje politične posledice in revolt množic proti tej politiki, proti Trumpu. Neverjetne napovedi se uresničujejo. Ljudje množično protestirajo proti ukrepom predsednika Trumpa. Sprašujemo se, ali lahko ljudsko gibanje, ljudski upor pripelje do sprememb v ZDA. Kdo bo prevladal, ljudstvo ali Trump? Kaj se lahko še zgodi? Torej, Edvard Žitnik, mikrofon je vaš. Hvala lepa. Dober večer vsi. Hvala lepa, Marjan, še povabilo. Hvala, da ste se tako množično udeležili tega predavanja. Vidim, da je med vami tudi nekaj mojih nekdanjih kolegov, Bojan Grobovšek, tudi veleposlanik, in vidim Borisa Berganta, ki ga še posebej pozdravljam. In seveda upam, da ko se bo ustavilo, če se bo ustavilo, da bosta priskočila na pomoč. Pred enim letom sem tukaj sedel z profesorjem Ferfilo. Upal sem, da se bo profesor tudi letos udeležil te mize, kajti veliko lažje je govoriti v duelu, pogovor sproži različne nove asociacije in je čez uro prebiti se malce lažje. Ampak kakorkoli, kot rečeno, zelo vesel bom tudi kakšnega vprašanja, kakšne povratne informacije, kajti moram priznati, jaz sem en lep del življenja in tudi profesionalnega življenja preživel v Ameriki, vendar tudi jaz tam zdaj že dobra 4 leta ne živim in seveda morda so moje izkušnje tudi malce zastarele in morda tudi moje izkušnje temeljijo bolj ali manj na posrednih informacijah, kakršne imate tudi vi. Ampak kakorkoli, naslov se v ZDA dogaja revolucija, že sam naslov je
intriganten. Verjamem, da je veleposlanik Šetinc nalašč izbral tako močne besede, ali pa, pardon, Bojan, veleposlanik Grobovšek. Seveda, revolucija kot taka, če si predstavljamo revolucijo kot rusko revolucijo leta 1917, seveda takšne revolucije v Ameriki najbrž ne moremo pričakovati leta 2025. To seveda se v Ameriki ne bo zgodilo, čeprav zagotovo bomo govorili tudi o tem, se notranje tenzije v družbi povečujejo, čeprav je prepad med enimi in drugimi vedno večji, čeprav te napetosti predsednik samo še generira, ampak kljub vsemu piše se leto 2025 in ne 1917, stoletje velikih ideologij je neizogibno minilo in seveda v enem stavku revolucije, kot je bila v Rusiji, ne bo, kot vemo, ampak samo mimogrede, pač v Rusiji ni se zgodil, bila je prva svetovna vojna, zato je bilo tudi mogoče kaj takega, kot se je zgodilo. Ampak kljub vsemu, seveda, če ne bo revolucije, pa se je že do zdaj zgodilo zelo veliko stvari, ki so na nek način revolucionarne. Če smo pred 15 leti, če bi poslušali, in tudi sem poslušal Donalda Trumpa, ko se je spustil v prvo volilno kampanjo, ko se je spustil po stopnicah v svojem Trump Towerju, to se pravi v Trumpovi stolpnici, takrat novinarji pravzaprav niti nismo imeli pretiranega zanimanja za Donalda Trumpa, kajti vsem nam se je zdelo, da gre za še eno, ni bil to prvi njegov predsedniški poskus, da gre za še eno muho Donalda Trumpa, za še eno vzbujanje pozornosti, za skratka nekaj, kar smo že videli, nihče pa ni zares verjel, da lahko ta človek za svojo politično agendo, kakršnakoli je že takrat bila, zmaga na predsedniških volitvah. Predsedniške volitve v Ameriki so resna stvar. S tem je povezano ogromno interesov in s tem je povezano predvsem ogromno denarja. In Donald Trump je uspel. In seveda, tako kot je že omenil veleposlanik, že naslednji dan so se začele stvari, za katere preprosto nismo verjeli, da se lahko v Ameriki zgodijo. In seveda vse to se je samo še nadaljevalo in da ne obnavljam celotne zgodbe. Donald Trump je, kot se spomnite, ponovno kandidiral in nihče od nas ni verjel, da bo ponovno izvoljen. In seveda Donald Trump je bil ponovno izvoljen in je postal ponovno predsednik. V času, ko je tako rekoč pol Amerike govorilo, da je treba tega človeka zapreti. In seveda zelo ugledni pravniki v Ameriki in po celem svetu so govorili, tega človeka bi upravičeno zaprli. No, in ta človek je ponovno zmagal na volitvah in nadaljeval svojo radikalno, če hočete, revolucionarno politiko in to še vedno nadaljuje. In seveda po vsem tem, kar smo že doživeli, seveda je zelo težko reči, oziroma z gotovostjo lahko rečem in verjamem, da se bo marsikdo od vas strinjal, četudi bi Donald Trump svoj predsedniški mandat končal danes,
Seveda Amerika in celoten svet ne bo nikoli več taka, kot je bila pred pojavom fenomena Donalda Trumpa. On je v Ameriki vzpostavil popolnoma novo realnost. In seveda ne samo to, stvari, na katerim smo se, in verjamem, da lahko govorim tudi v imenu marsikoga od vas, stvari, katerim smo se pravzaprav smejali. Besedam, ki jih je govoril ameriški predsednik, njegovim nastopom, idejam, vse te stvari so seveda postale realnost in on je ameriško javnost in vzporedno tudi, o tem mislim, da bomo kasneje tudi govorili, tudi svetovno javnost preselil v svoj, recimo temu, vzporedni svet. In seveda vse nas je navadil, da stvari, ki so se nam zdele nekoč smešne in neverjetne, ko je Donald Trump stopil na zagovorniški oder ali pa ko je spregovoril v ovalni pisarni, vse te stvari so prekleto resne. To ni hec. In seveda Donald Trump je v zadnjem mandatu, v prvem mandatu se zelo dobro spominjam, je bil prilično, vsaj na začetku, negotov, kajti vsi veste, da Donald Trump seveda ni ravno bil kozmopolit, svetovljan, njega je zanimal posel, njega je zanimala Amerika. In seveda, ker se mora ameriški predsednik ukvarjati tudi z zunanjo politiko, ker velikokrat reče, jaz sem prvi človek sveta, jaz upravljam cel svet, se je moral Donald Trump naučiti tudi veliko zunanje politike. Kot veste, se še zmeraj uči, kajti na seznamu držav, kjer je poskrbel za mir, je tudi nekaj držav, kjer ima še vedno težave, kako se izgovorijo. Ampak kakorkoli, Donald Trump je zelo resno začel z uresničevanjem svoje politike, naredimo Ameriko spet veliko, tudi v mednarodnih odnosih. In seveda zelo pomemben element, zdaj, ko to pripovedujem, se mi zdi ob tem je to, da je Donald Trump prvi predsednik po Obami in Bidenu. Prvi predsednik, ki je pripravljen uporabiti silno ameriško vojaško silo za intervencije po svetu. Vsi vemo, da Američani imajo travmo iz zgodovine, po Vietnamu, da ne govorimo naprej, Irak in seveda Afganistan. In seveda tako Obama kot Biden sta se, ne glede na to, da je Amerika vedno bila prva vojaška sila, sta se vedno znova vzdržala odkrite vojaške ameriške intervencije kjerkoli po svetu. In seveda to so ameriški, recimo temu, sovražniki zelo dobro vedeli. Donald Trump pa je naredil ta korak, ki je mimogrede med Američani, uporaba sile pri Američanih, v ameriški javnosti, je v zadnjih 20 letih, še posebej po iraški intervenciji, je izjemno nepopularna. Če bi naredili anketo, seveda Američani preprosto nočejo več boriti se v eksotičnih državah, puščati svojih življenj tam, še posebej zaradi tega, ker imajo včasih tudi zelo ciničen odnos do tega, zakaj te vojne nastajajo in zakaj se te vojne bijejo.
No, in Donald Trump je za razliko od Obame, ki se spomnite, Obama ni hotel intervenirati v Siriji, naprimer, zaradi travme Iraka. In seveda Biden in Obama ni hotel intervenirati, kot se spomnite, ko je prišlo do prve krize, mislim, da je bilo 2014, ko se je začela ukrajinska vojna, so Američani ostali zgolj in samo pri besedah. In seveda Trump je tukaj obrnil novo poglavje in kot veste, Trump je, ne glede na takšne ali drugačne komentarje, on si je drznil napasti Iran, česar seveda si tako Biden kot Obama nista, ne bom rekel upala, ampak nista drznila. Bala sta se silnih političnih posledic, ki bi lahko nastale. Biden, kot veste, se je iz Afganistana umaknil. Vsi argumenti, ki smo jih poslušali 15 let, morda 20 let prej za napad na Afganistan, so postali z Trumpom nepomembni, z Bidenom nepomembni in Biden se je iz Afganistana preprosto umaknil. Trump pa seveda uporablja to ameriško vojaško silo, ne zanaša se samo na tako imenovano mehko silo, ampak kot rečeno v okolici Venezuele v Karibskem morju, mislim, da je zdaj že 30 ali ne vem koliko čolnov razstrelil. Skratka, to je novost, ki jo je vnesel in seveda to je tisto, kar je v primerjavi z predhodnima dvema predsednikoma zagotovo revolucionarno. Hkrati seveda je ta isti predsednik Trump revolucionaren tudi na notranjem političnem področju. Predsednik Trump pošlje vojsko v države, kjer cveti kriminal, kjer domnevno lokalne oblasti, torej guvernerji posameznih zveznih držav, premierji po naše, niso sposobni domnevno urediti stvari in seveda on z vojsko intervenira na domačem terenu. To so ameriški predsedniki v preteklosti delali zelo, zelo previdno. Morda bi bilo takih intervencij, ne vem, če bi jih po drugi svetovni vojni, če bi jih lahko naštel 5. In seveda predsednik z vojsko intervenira znotraj lastnih meja in to je zagotovo revolucionarna novost, kajti če ste bili kdaj v Ameriki, vi veste, naprimer, da v Kaliforniji znameniti demokratski trdnjavi že od nekdaj v Kaliforniji nočejo s to Ameriko, pravijo, mi smo, nekateri pravijo 5., nekateri 10., zagotovo pa morda ena največjih gospodarskih sil na svetu, če bi bili sami. Kalifornija bi šla po svoje, seveda, in bi verjetno živela čisto dobro in čisto fajn, ampak seveda v Ameriki se kaj takega absolutno ne zgodi. In to so medvrstična sporočila, ki jih predsednik pošilja tudi znotraj Združenih držav Amerike. In to je, kot pravim, to je revolucionarno in morda kot pika na i. Vi dobro veste, videli ste po televiziji, Donald Trump ljudem, ki gostujejo v Beli hiši, ki jih sprejme v ovalni pisarni, Donald Trump podari kapo z napisom Trump 2028. Kakšno je sporočilo, če ti predsednik Trump tako kapo podari?
To pomeni, da seveda predsednik zelo resno razmišlja o še enem mandatu. Vsi vemo, da seveda ameriški predsednik naj bi imel samo 2 mandata. Tako imenovani ustanovni očetje ali kdorkoli že so seveda omejili predsedniški mandat oziroma predsedniška mandata na 2 z razlogom. In mislim, da je to zelo dobra ideja. Vemo, da seveda je bil Franklin Delano Roosevelt, ki je dobil 3. mandat konec 2. svetovne vojne, ki ga ni doživel, ampak to so bile, vemo, res izjemne razmere, 2. svetovna vojna in tako naprej. Ampak Donald Trump sporoča med vrsticami, zdaj je že tudi na glas povedal, da je ekipi ljudi, ustavnih pravnikov, odvetnikov, politikov, analitikov, takšnih ali drugačnih naročil, najti je treba pot, če bo treba, da bom jaz še enkrat kandidiral. In vi dobro veste, da pravniki so za to, da najdejo luknje v takšnem ali drugačnem zakonu in seveda ne bom presenečen, morda se motim, ampak ne bom presenečen, če bo Donald Trump poskusil še enkrat. In seveda to bo že 3. mandat. In tudi to je zagotovo nekaj revolucionarnega, kajti morda pa bodo potem ustavni sodniki oziroma vrhovni sodniki po ameriško nekega dne odločili, ja, ima pravico, da se to zgodi, kajti predsednik Trump je poskrbel tudi, da seveda imajo ljudje, ki seveda ne uradno, ampak kakorkoli ljudje, ki vsaj intimno delijo njegova politična stališča, ti ljudje imajo trenutno tudi zaradi spleta okoliščin tudi večino v vrhovnem sodišču. Skratka, ne moremo seveda govoriti o revoluciji kot taki, dogajajo pa se revolucionarne spremembe, ki Amerika, kot sem že dejal, ne bo nikoli več taka, kot je bila, in seveda tudi njegovi nasledniki, čeprav seveda to ne bo Donald Trump, tudi njegovi nasledniki, če tudi bodo demokrati, kar seveda je veliko vprašanje, kajti demokratska stranka je v razsulu, po domače povedano. Oni nimajo karizmatičnega voditelja, ki bi že zdajle začel pripravljati ameriško javnost na svojo kandidaturo, začel zbirati denar itd. itd. Tako demokratska kot republikanska stranka bosta morali po Donaldu Trumpu še dolgo časa živeti v njegovi senci, kajti ameriška javnost, politični diskurs in vse ostalo po Donaldu Trumpu ne bo več tako, kot je bilo. In seveda, ker poslušamo in gledamo in beremo o Donaldu Trumpu po vsem svetu, vidimo, da se njegove recepture za zmago v politiki zelo dobro učijo tudi politiki drugje po svetu. Vse, kar je bilo, ne zaradi, ker živimo v globaliziranem svetu, vse, kar je bilo pred 15 leti, kot sem dejal, težko predstavljivo in politično nesprejemljivo, postaja sprejemljivo tudi drugje po svetu. In seveda zaradi tega imamo en kup politikov, ki, če bi delali natančno analizo, ki dobesedno prepisujejo njegovo rečeno recepturo za politično zmago. Morda veleposlanik tole za uvod ali
Še morda kaj o teh notranjih bojih. Ja, morda bi tukaj omenil, pač zaradi izkušnje mojega življenja tam, a veste, verjetno sem tudi že pred enim letom dejal, mi si Ameriko predstavljamo kot eno monolitno družbo, kjer so ljudje razdeljeni na demokrate, republikance, pa morda še koga vmes. Zdaj pač imamo, pravzaprav jaz pravim, pravzaprav 3 bloke, imamo tudi pripadnike MAGA, torej pripadnike Donalda Trumpa. Kajti ti ljudje, ki tako goreče podpirajo Donalda Trumpa, tudi z republikansko stranko nimajo kaj veliko. Ampak kljub vsemu, Amerika je razdeljena na številnih področjih, na različne, imamo vzhodno obalo, mesta, urbana središča, razvita, bogata, imamo zahodno obalo, Hollywood, tehnološke velikane, Kalifornija, liberalne ideje in tako naprej. In seveda imamo ta srednji vzhod, ta luknja, ta velika, če letite čez Ameriko, vmes se reče luknja, kjer je pa veliko prvič praznega in tam so ljudje, ki pravzaprav jih politika niti ne zanima kaj veliko in oni živijo po svoji tradiciji, velikokrat otroci glasujejo zelo podobno, kot so glasovali starši in tako naprej. In skratka, ta Amerika je zelo razdeljena. In seveda v tej luknji, v tej sredini, v tem tako imenovanem Rust Beltu, torej v pasu, ki je zdaj zelo zarjavel, kjer je bila klasična ameriška industrija, železarne, premogovniki in tako naprej. Tukaj živijo ljudje, ki jim je minulih 20, 30, morda celo 50 let, ki jim življenje ni prineslo veliko dobrega. Zaprli so premogovnike, zaprli so železarne, zaprli so avtomobilske tovarne in vsa njihova delovna mesta so izvozili na Kitajsko ali pa v Azijo ali pa v Mehiko, kjer so ta delovna mesta seveda bistveno cenejša. No in seveda ti ljudje v tem delu Amerike so daleč najbolj razočarani in to so ljudje, ki volijo Donalda Trumpa in to so ljudje, ki pričakujejo od njega spremembe. In morda je v naravi ljudi, še posebej v naravi ljudi, ki so morda razočarani, ki so v težavah, morda je v naravi ljudi, da si želijo mesijo, vsemogočnega človeka, ki jih bo popeljal čez morje. In seveda to jim je ponudil Donald Trump. In seveda ti ljudje brez kakršnih koli velikih pomislekov vedno znova volili za Donalda Trumpa, kajti razočarani so nad demokrati in republikanci. Oboji so jih pustili na cedilu. Ko je bil Obama, ko je bil Biden, ko je bil Clinton, vsi so veliko govorili, ampak demokrati pravzaprav niso prinesli radikalnih sprememb, kot jih obljublja Donald Trump. Skratka, Amerika je zelo raznolika in seveda v takšni situaciji je zelo težko reči, da bo prišlo do ene enotne fronte, do enega enotnega upora proti takšni ali drugačni politični agendi in seveda do nekaterih
ja, morda je premočna beseda, ampak mislim, da ne osebno nekaterih avtokratskih instinktov tega predsednika. In vi veste, da seveda iz zgodovine, da seveda ljudje z avtokratskimi tendencami so sposobni hitrih ukrepov, naredili bomo hitro, demokratičen proces je sam po sebi zelo dolgočasen oziroma zapleten in seveda Donald Trump vedno znova ponuja hitre, učinkovite rešitve. Sami veste, že njegovi govori so enovrstičnice. In seveda hkrati z tem svojim napol smešnim nastopom, pristopom, se on na nek način poistoveti z temi ljudmi, z ljudmi, ki gledajo televizijo in ne kaj dosti drugega. In seveda zaradi tega ti ljudje še vedno verjamejo, da seveda bo ta človek naredil Ameriko spet veliko. Malce sem zašel, ampak ko govorimo o notranji politiki, o tako imenovani, zdaj mi je padlo deindustrializaciji. A veste, velik, tudi pri nas že imamo ideje, da bomo pa deindustrializirali Slovenijo in da bomo delovna mesta, ki so odšla, ne samo v Bosno ali pa v Srbijo, ampak na Kitajsko, da jih bomo ponovno pripeljali nazaj. To v Ameriki preprosto ni mogoče. To se ne bo zgodilo. Donald Trump bo odprl kakšno avtomobilsko tovarno in seveda to bo dobilo veliko publiciteto, ampak dejstvo je, ameriški delavec ni pripravljen delati za $3 na uro, ampak vztraja, oziroma zdaj je zakonom predpisano, da mora biti to $13 do $15. In seveda to so škarje, ki jih ne more noben še tako dober menedžer, biznismen preskočiti. Skratka, Donald Trump je prinesel zelo velike spremembe, ki pa tudi če konča mandat zdaj, bodo na nek način ostale in bomo videli. Ja. Izvolite, morda. Pardon. Jaz mislim, da smo slišali kar nekaj iztočnic, ki nam odpirajo mnoga vprašanja. Zdaj, običajno jaz dam prvo vprašanje, ker za ogrevanje. On strašansko napada migrante, jih preganja, zapira, pošilja nazaj v države, od koder so prišli. Vemo pa, da so migranti pravzaprav nekaj, kar ameriška ekonomija krvavo potrebuje. Težko je reči, koliko prispevajo, ampak ti migranti ogromno prispevajo k družbenemu produktu Amerike. Oni so pravzaprav ta skrita karta, s katero Amerika uspeva. Po drugi strani, oziroma naslednja stvar, ki je zanimiva, včeraj je Barbara Kramžar objavila oziroma članko opisala, kako se veča število ljudi, govori o cifri 42 milijonov, kar je 8% prebivalstva ameriškega, ki potrebuje pomoč
pri prehrani, da preživijo. Torej, dogajajo se neverjetne stvari. In morda še ena stvar, ki se tukaj tako odpira. Mi vemo, da je Amerika velika. Koliko večja je lahko še? Torej, to sem samo navrgel 3 stvari, ki morda bi bilo vredno komentirati. Pa še ena stvar, morda smo malo izgubili iz vida, ni tega dolgo, je v več kot 2000 mestih po celi Ameriki so bili shodi proti Trumpu in njegovi politiki. To kaže, da pravzaprav na neko poenotenje, kljub vsej različnosti, o kateri ste govorili. Morda o migrantih najprej. Vsi smo slišali neštetokrat, pravzaprav postal je že kliše, vendar vsak kliše je kliše z razlogom. Donald Trump je potomec migrantov iz Nemčije. In Donald Trump je poročen bil z 2 ženama, oziroma je poročen še z eno ženo, obedve sta migrantki, prvi migrantki, torej ne potomki migrantov. To se pravi, da seveda so v Ameriki emocije glede prišlekov, migrantov zelo mešane. Kajti, kot rečeno, pravzaprav vsi Američani, vemo, so migranti, tako ali drugače, od tistih prvih, ki so se izkrcali zaradi verskega preganjanja in so prebežali na vzhodno obalo, do vseh ostalih kasneje, tudi Slovencev, kot vemo, je bilo zelo veliko, vendar pa ne smemo pozabiti, da so migrantski valovi v Ameriko prihajali vedno v valovih. Kot rečeno, oblasti so pustile, na primer, tipičen šolski primer, ko so ameriške oblasti odprle ventil za migrante, je bila 2. svetovna vojna. Vsi fantje so morali na fronto in seveda doma so morale ženske v tovarne. In takrat seveda je Amerika odprla vrata migrantom. In tako se je dogajalo skozi vso zgodovino in seveda, ko pa je prišlo do prevelikih tenzij zaradi, v Ameriki nekateri govorijo o tako imenovanem socialnem dumpingu, ko so ti ljudje začeli preveč zniževati ceno svojega dela na uro v Združenih državah, so sindikati ameriških delavcev protestirali proti imigrantom, kajti seveda, kot rečeno, ti ljudje so bili pripravljeni delati za manj, več, in to je vzorec, ki ga vidimo skozi celo zgodovino Združenih držav Amerike do danes. In seveda nekateri teoretiki celo pravijo, da je recept oziroma da so Združene države uspešne v bistvu samo zaradi 3 stvari, gledano globalno oziroma zgodovinsko. In to samo zaradi tega, ker so ločene, ker so kot celina, ker je Atlantik, ker so geografsko zaokrožena celota in seveda velika celota, ker imajo neomejena oziroma imajo neomejena naravna bogastva in ker imajo skozi vso zgodovino tako rekoč neomejen dotok delovne sile. In seveda, če tega ne bi bilo, pravijo, da model ameriškega kapitalizma sploh ne bi bil tako uspešen, kot se nam morda zdi. Pustimo vse ideološke in tako naprej razprave, ampak kot rečeno, to je ena od tez, ki morda ima malce soli. Ko govorimo o migrantih, to je problem vseh zahodnih
industrializiranih držav, vključno s Slovenijo že. Razvite države, industrializirane države potrebujejo migrante. Povedano zelo po domače, njihovega dela, cenenega, slabega, noče nihče doma več opravljati. In seveda v Združenih državah, če ste bili v New Yorku ali pa v kateremkoli večjem ameriškem mestu, vam seveda, se enako v Ljubljani, vam seveda voltovega obroka ne bo pripeljal Američan, a vam go bo pripeljal Mehičan. Ja, kdo pa drug seveda? Ko bo treba odpeljati smeti, vam tega ne bo delal Američan, ampak bo delal nekdo iz Južne Amerike. Največ je teh ljudi, jaz se jih spomnim zaradi tega, ker so oni že na videz prepoznavni. Če boste hoteli biti uspešen pridelovalec zelenjave ali česarkoli v Kaliforniji, če ne boste imeli migrantov, Mehičanov, ki bodo prišli pobirati vaš pridelek, boste propadli, kajti Američanov prvič jih ne boste dobili in drugič, če jih boste dobili, jih boste tako preplačali, da enostavno ne boste zdržali. Skratka, Združene države Amerike potrebujejo te ljudi, kajti ti ljudje, kot sem dejal, so pripravljeni priti v Ameriko, delati za vsako ceno, če so ilegalni, še toliko nižjo, in seveda številni ti ljudje, ali pa morda celo velika večina teh ljudi, pusti vsa svoja najboljša leta, vse svoje največje moči v Ameriki. Jih dajo Ameriki, jih dajo tej državi. In seveda, če bi bilo drugače, jih delodajalci ne bi najemali. Seveda, tako je v kapitalizmu. Oni prodajajo svojo ceneno delovno silo. In seveda v Ameriki celotne industrije, še posebej, naprimer, kot rečeno, servisne dejavnosti, kmetijstvo in tako naprej, so življenjsko odvisne od cenene delovne sile emigrantov. In seveda Donald Trump je zaprl dotok teh ljudi, seveda on govori, da je zaprl dotok ljudi samo za ilegalne migrante. Vendar legalnih je premalo. Amerika potrebuje tudi ilegalne in seveda ilegalni, kot sem dejal, so cenejši. In ilegalni, ko je pobiranje jagod mimo, se poberejo neznano kam in nikogar več ne brigajo. Govorimo o delodajalcih. Ne? In seveda, čeprav je Trump zaprl to pipo, se morda v tem trenutku to ameriškemu gospodarstvu še ne pozna. Ampak nekatere panoge pa bodo prej ali slej to občutile, kajti kot rečeno, določene delovno intenzivne panoge te ljudi potrebujejo, da ne govorimo, kot sem dejal, servisne dejavnosti, v bistvu zelo podoben problem. Glejte, tudi pri nas se podobno dogaja. Če boste v Ameriki šli v kakršnokoli inštitucijo, ali pa v Ameriki je na primer zelo popularno, da imajo starejši ljudje, imajo ljudi, ki stanujejo pri njih in jim dajo tudi verjetno kakšno žepnino in tako naprej, starejši ljudje, da skrbijo zanje. To so brez izjeme vse ljudje iz Južne Amerike. Brez izjeme. In seveda Amerika to potrebuje, tako da jaz mislim v enem stavku, da seveda bo prej ali slej, jaz mislim, da zori spoznanje. Pustimo zdajle, naj Donald Trump
konča ta mandat. Naj Donald Trump zapre to pipo. Ampak sčasoma bomo rabili te ljudi in bomo zdaj le stisnili zobe in potem se bo počasi spet odprlo. In to so te valovi, ki se skozi zgodovino Amerike ves čas dogajajo. Pardon, ambasador Šetinc, kaj je bilo že drugo? Food stamps, to se pravi, v Ameriki imate pač socialne korektive, recimo ljudje dobijo posebne bone, da lahko kupujejo najrevnejši sloji te bone in dejansko ljudje, ki so na dnu družbene lestvice, lahko potem v trgovinah kupujejo, veste kaj, zelo makarone in te stvari najcenejše, ki se pač dobijo in od tega je odvisno zelo veliko ljudi in seveda Donald Trump je zdaj to ukinil in seveda s tem si državni proračun ameriški ne bo bistveno opomogel, ne. Ampak to samo kaže na to, da je, a veste, v Ameriki so socialne razlike zelo velike in to se zdi Američanom, ker se pač rodijo s tem, da pač če si na dnu družbene lestvice, se boš moral zelo, zelo truditi, da se boš uspel. To je nam, Evropejcem, zelo težko pade. Mi nekako nismo vajeni, še posebej recimo tudi pri nas, ker so pač socialni korektivi zaradi socializma bili prilično močni. Zaradi tega smo tudi tako šokirani, ko pridemo v Ameriko in vidimo, da v New Yorku res ljudje umrejo, jaz to v mojem primeru, nekaj metrov od mene stran, da umrejo na ulici zaradi tega, ker so bolni in ker jih v inštituciji ne držijo, so neozdravljivo bolni in res ljudje umrejo na ulici. To ni filmska zgodba, to se dogaja. Skratka, in ljudje že rastejo v takem okolju, ta zelo, bi rekel, morda darvinistična družbena struktura, da seveda močnejši premaga šibkejšega in seveda to je ljudem vcepljeno, privzgojeno že v šoli in seveda hkrati pa ta mentaliteta prispeva tudi k temu, da seveda lahko pa človek, če je dober, če je sposoben, če je neizprosen in seveda tudi če ima nekaj sreče, lahko pa strahotno obogati. Lahko obogati bistveno več kot recimo temu v Evropi. In zaradi tega imate na eni strani ogromno milijonarjev, kot vemo, milijarderjev že, ki pa seveda niso milijarderji samo zaradi Amerike, ampak so globalni milijarderji. In na drugi strani ogromno ljudi, ki živijo, lahko rečem iz prve roke, bolj skromno, kot živimo v Sloveniji. V Sloveniji, ne govorim o Nemčiji, ne govorim o Švici, ne govorim o številni ljudje, ki imajo težave, kako priti iz dneva v dan, ampak to je del ameriške realnosti in seveda Donald Trump kot človek, ki, kot veste, vsi veste, da je si dal vgraditi zlato školjko v stanovanje. In človek, ki si da vgraditi zlato školjko v stanovanje, najbrž težko pričakujete od njega, da bo imel on zelo veliko empatijo do ljudi, ki se prebijajo tako rekoč iz dneva v dan. Ampak to, kot rečeno, je del vsakdana Amerike in ker so ti ljudje seveda niso najbolj navdušeni nad Trumpom,
jim je pač ukinil še te male socialne korektive, ki so bili, to se je zdaj pred kratkim zgodilo. Kaj sva še imela, to se pravi migranti, food stamps, pa Nič. ne, tri stvari sva imela, pardon. Kako bo Amerika še večja? Ja. Kako bo Amerika še večja? Aha. Z Grenlandijo. Glejte, jaz mislim, da verjetno skozi zgodovino vemo in včasih je pravzaprav zelo težko definirati, veste, da obstaja 1000 teorij, zakaj je in rimski imperij, omenjam zaradi tega, ker so Američani zelo radi rečejo, mi smo kot rimski imperij. To je, če vidite tudi njihova arhitektura in vse to, oni pravijo, rimski imperij pa mi, ne Sovjetska zveza ali pa kjerkoli imperij, ne, Rim pa mi. In seveda Američani z velikim ponosom tudi rečejo, seveda mi smo imperij. Jaz se spomnim, da naprimer je bilo, da je Bill Clinton, ko je napadel Srbijo, in seveda so protestirali, kot veste, je bil napad na Srbijo izveden, sicer ga je izvedel NATO, ampak je bil izveden brez mandata Združenih narodov. In Bill Clinton, demokrat, je rekel, pa kdo je imperij v tem svetu? Mi smo imperij, mi lahko to naredimo. Če pa boste kaj protestirali, bomo pa zaprli pipo in kot veste, Amerika je Združene narode spravila tako rekoč na kolena. Ampak tega ni začel Trump, ampak so začeli že predsedniki pred tem. Vi se spomnite, da je George Bush mlajši, ko je napadel Irak, Kofija Anana tako rekoč na hodniku skoraj ni pogledal, ko so napadli Irak zaradi tega, ker seveda je generalni sekretar Združenih narodov proti temu protestiral. Ampak da se vrnem nazaj. Obstaja 1000 teorij, zgodovinarji se še danes ukvarjajo z vprašanjem, zakaj je rimski imperij propadel. Obstaja, kot rečeno, in zaradi tega jaz mislim, da tudi pri Ameriki, ja, morda lahko en odgovor imajo sociologi, enega imajo psihologi, enega imajo ekonomisti, enega imajo vojaki, strategi in ne vem kaj še vse, ampak dejstvo je, morda se kdo od vas ne strinja, dejstvo je, da je Amerika začela, ne bom rekel, da se je začel že padec, ampak če ne drugega, statistika kaže, ja, največje svetovno gospodarstvo, Kitajci pravijo, da je njihovo, ni več ameriško. In seveda po drugi svetovni vojni je bila Amerika tista, ki se je vzpenjala in tako kot je britanski imperij, kot je francoski imperij, kot je navsezadnje sovjetski imperij doživel vrhunec in začel počasi, morda bo to proces, ki bo trajal 100-200 let, morda bo celo Donald Trump ta proces upočasnil, morda se bo krivulja celo za 20-30 let dvignila. Ampak kljub vsemu, velika večina analitikov, poznavalcev se strinja, da Amerika ni več tako edina in vsemogočna svetovna sila, kot je bila po drugi svetovni vojni. To je bil vrhunec. Zmaga v drugi svetovni vojni je bila seveda absoluten vrhunec ameriške vojaške moči in seveda ta trend je zdaj več kot očiten in na drugi strani, in jaz spet nimam pravega odgovora, zakaj se, kot vsi veste, komunistična Kitajska, rdeča Kitajska, ne kapitalistična, čeprav vemo, da je kapitalistična, ampak zakaj se Kitajska vzpenja?
In če se Kitajska vzpenja, se Amerika, ne bom rekel upada, ampak skratka, nimam pravega odgovora, ampak ne vidim, ne bi si upal reči, da bodo Združene države Amerike čez 100 let še vedno tako mogočna sila, kot so bile pred 70 ali 80 leti. In seveda sploh si ne upam reči, da morda ne bo ena čisto tretja sila nekje vzniknila. Navsezadnje vsi veste, da je, če bi Richard Nixon vedel, kakšno kačo si goji na prsih, ko je šel leta 1973 na Kitajsko in normaliziral odnose s Kitajsko, ne bi šel nikoli, ker seveda te isti Kitajci so danes 70 let, 50 let kasneje, so seveda močnejši kot Amerika. Tako da rekel bi, in še ena stvar, en element, ki se mi zdi pomemben, je to, in sem ga že delno omenil tudi, v Ameriki, a veste, imate zelo močno izolacionistično mentaliteto. Američani so tako veliki, da jih pravzaprav ostali svet niti ne zanima preveč. In zaradi tega tudi to je eden od razlogov, da pravijo, zakaj smo šli v Irak, zakaj smo šli v Afganistan in tako naprej. In seveda strategi in politiki imajo vedno odgovore na to, zakaj so šli tja. Takšni in drugačni interesi, seveda Združenih držav Amerike, so pripomogli k temu, da so se odločili za vojno, ampak Američani se pa tega nočejo iti več. In seveda zaradi tega se bo ta trend izolacionizma in da se ne bodo hoteli več boriti v tujini, izgubljati življenj, nekega dne, jaz mislim, da se bo začelo dogajati to tudi na Kitajskem, bodo hoteli Kitajci začeti živeti boljše in se bo s tem trendom oziroma s tem fenomenom soočila tudi Kitajska. Ampak Američani so postali vase zagledani, vidijo, da ne vidijo pravega smisla, da bi se angažirali. Recimo spomnite se še za časa Ronalda Reagana, prav razmišljal sem, a veste, Ronald Reagan, takrat prva konzervativna revolucija, ne? Ronald Reagan je za vsako ceno, to je bil ideološki projekt prve vrste, hotel zrušiti komunizem, Sovjetsko zvezo, in papež mu je pomagal in vsi, in kufre z dolarji so nosili, ne vem kaj še vse. In seveda, ko se je zgodila pod Obamo, kot sem že omenil, 2014, ko je Rusija napadla, pravzaprav anektirala del Ukrajine, ja, Obama je bil, ampak ni se angažiral. Seveda so bile velike besede, ampak se Amerika niti približno ni tako angažirala, kot bi se na primer med vladavino Ronalda Reagana, ki, kot veste, je, ko so bili Falklandska kriza, ki je pomagal svoji prijateljici Margaret Thatcher, da so Malvidsko otočje, ja, da so še danes angleški, pardon. Ja. Unič. Hvala za besedo, sam zahvaliti se za predavanje. In pa mislim, da bi bilo treba omeniti vse. Še enkrat hvala za besedo in hvala za lepo in zanimivo predavanje, moram poudariti. Ampak zanima me še vaš pogled na to, kako pa zdaj deluje Trump na znanosti, predvsem univerze, deluje tudi na univerze, kot smo videli, pa ali tudi s tem, dostikrat tisti, ki delujejo v univerze, tudi hoče vplivati na umetnost in predvsem na medije. Torej, ta segment me tudi zanima, oziroma se mi zdi, da bi ga mogoče dobro, vsaj res na kratko povedati.
A lahko sam mikrofon. Ja, ali pa kar s tem. Ja, no, sej. Da je, Osnovna stvar, odnos predsednika Trumpa do univerz, kot veste, ni najbolj naklonjen. Razlog je zelo preprost, da univerze in mediji v Ameriki tradicionalno veljajo za, rekli bi, liberalna gnezda. Svobodomiselni so in so seveda po logiki stvari bolj naklonjeni demokratom. Čeprav seveda ta klasifikacija demokrati, republikanci se zadnje čase malce ruši, ampak kljub vsemu. In seveda, kot ste videli, je predsednik že kaznoval nekatere univerze zaradi tega, ker se je na univerzah pojavilo gibanje študentsko, ki nasprotuje njegovim idejam, njegovim potezam v notranji in zunanji politiki. In seveda, ker predsednik Trump nima navade vzpostavljati, recimo temu, demokratičnega dialoga, ampak ima samo ljudi, ki podpirajo mene in ki so proti meni. Zaradi tega, na primer, je finančno kaznoval univerze, nekatere tudi najbolj ugledne, in seveda velika večina univerz, to je treba priznati, je klecnila. In seveda so sprejeli, prepovedali zborovanja študentov in tako naprej. In seveda druga stvar, ki je, ko gre za medije, mediji so enako velik problem za predsednika, tudi medije ima za svoje velike sovražnike in zaradi tega je izrazito naklonjen samo, vemo, da je televizija Fox, ki je njemu naklonjena, pa Murdochov imperij, no, saj to je itak Fox, ampak seveda, kot rečeno, tudi mediji so tisti, ki so tradicionalno, že za časa tudi republikancev, republikanci tudi niso bili pretirano naklonjeni nekaterim medijem in seveda zaradi tega kaznuje tako ali drugače tudi medije. Na primer, tipična oblika, na primer, on ne daje intervjujev določenim medijem, preprosto jih ne daje, daje samo svojim televizijskim mrežam, izrazito samo televizijam, kajti televizija je tisto in seveda njegov družabni medij, ampak drugače pa, kot rečeno, predsednik ni naklonjen univerzam, medijem in seveda to lahko na dolgi rok, po mojem mnenju, ustvari eno situacijo, da pravzaprav bo uspel ustvariti vzporedno realnost, da bodo ljudje, a veste, se tudi pri nas to dogaja, če ti gledaš samo eno televizijo ves čas in čeprav jo gledaš z rezervo, in čeprav ne verjameš vsega, ampak nekaj se te pa že prime in čez čas seveda se bo vzpostavila ena realnost, ki ne bo imela veliko zveze z dejanskimi razmerami in seveda lahko se bo zgodilo, da bo predsednik razglasil, da so v Chicagu razmere tako kritične, da je treba tja, tako je že naredil, da je treba tja poslati vojsko. In seveda ljudje, se veste, še pri nas ljudje pravijo, ja, diča, saj so rekli po televiziji, bo že držalo, ne. In seveda, zaradi tega, kot rečeno, mediji in univerze niso bili nikoli
na istem bregu kot sam predsednik Trump. In to on tudi sprejema, veste, on se niti ne trudi preveč prikriti tega, tako kot je popolnoma sprijaznen, da seveda ne bo nikoli v New Yorku, spet demokratski trdnjavi, zvezni državi New Yorku, pa ne bo nikoli zmagal, ne. Pač tako je, ne. To je to, no. Pa še en fenomen je, ki je morda zelo zanimiv, kar se tiče univerz. Mislim, da smo včeraj, ko smo se pogovarjali o tem, v teh najbolj elitnih univerzah v Ameriki, Ivy League, ne, torej Bršljanova, najbolj znane univerze, Columbia pa NYU in tako naprej, je ogromno Kitajcev. A veste, Kitajci so začeli pošiljati svoje ljudi na ameriške univerze in seveda Donald Trump je začel slutiti, da seveda je to neke vrste kitajska peta kolona v Ameriki in to je še dodaten razlog, da tem inštitucijam ne zaupa. Ja. Veleposlanik Benko. Če to. Bog dan mili. Hvala za vaše razmišljanje, za vaš oris Amerike in sveta, bi rekel. Jaz sem vedno videl Ameriko kot en svetilnik demokracije, 200 let demokracije, človekove pravice, vladavina prava. Zdaj se mi pa malo tako nakazal en scenarij, ki bi rekel, da je rahlo črn, ker ste rekel, nikdar ne bo več tako, kot Trumpu, kar je bilo. In mislim, da ne spreminja Amerike samo, ampak tudi cel svet. In zdaj se meni zastavlja eno vprašanje, ne? Svet bo globalen, bojo 3 velesile, recimo ali 4, ne, ZDA, Rusija, Kitajska, Japonska. Mednarodne institucije so oslabljene, sploh ne igrajo več nobene vloge. Še vprašanje je NATO, ne govorimo o Evropski uniji, ki ne šteje, kot bi si želela in tudi ne bo na ta način. Vprašanje je logično zame. Kaj naj naredi Slovenija? Dokler je NATO, dokler je EU, moramo biti noter, ker majhne države brez omrežja, brez povezav zginejo takoj, ko se začnejo titani prerivati, kaj še ne bojevati. In v tem prerivanju nas komot lahko pohodijo. Lahko, pardon. Vse to najboljše, kar to Ja, morda da unokroži se, da delujete. Ja, v bistvu se začelo, govorimo o krizi multilateralizma. Vsi vemo, že prej sem omenil Združeni narodi. Res je, moram reči, da je res žalostno, Združeni narodi kot organizacija, o kateri so nekoč govorili, da naj bi bila, da naj bi bil varnostni svet OZN neke vrste svetovna vlada. Seveda, Združeni narodi so popolnoma izgubili svojo vlogo, morda se pri humanitarnih zadevah še kdo obrne nanje, vendar daleč od tega, njihova vloga je zelo oslabljena. In seveda velik problem za Združenimi narodi na primer je to, da se 5 stalnih članic noče svojemu edinstvenemu privilegiju odreči in zaradi tega reforma tako rekoč stoji. In seveda vsak, ki se ukvarja z reformo OZN-a, kmalu ugotovi, da je to bolj ali manj
debatni, samo teoretična debata. Sami ste omenili Evropska unija, po mojem osebnem mnenju se je začela, je bil najhujši udarec Evropski uniji, ko je iz nje izstopila Velika Britanija, Združeno kraljestvo. Evropska unija je stala na 3 stebrih, tako imenovano strateški trikotnik. Daleč od tega, da bi se Nemci, Francozi in Angleži razumeli. Vsi vemo, da De Gaulle dolgo časa jih ni notri pustil in tako naprej. No in seveda, zdaj se je to ravnotežje podrlo in Evropska unija v strateškem smislu ni več to, kar je bila nekoč, če odmislimo vse ostale notranje težave, ki jih ima. In seveda, ko ste omenili vlogo Slovenije, vedno znova, ko v Sloveniji slišimo, in vi ste pač diplomati in dobro veste, o čem govorimo, ko v Sloveniji slišimo, da bi seveda Slovenija morala izstopiti iz NATO, ker je to drago, ker ne bomo pošiljali, da ne ponavljam argumentov, da bi morala izstopiti, celo to se pojavlja, izstopimo iz Evropske unije, ne bodo nam v Bruslju pameti solili in tako naprej, ne bomo plačevali za bruseljske birokrate. Vsi ti sentimenti so se v Sloveniji začeli krepiti in seveda, ko pa te ljudi človek vpraša, kakšna je pa lahko alternativa, jim pa zmanjka teksta. Ampak tudi, če jih vprašamo, tudi če bi oni imeli odgovor, Slovenija je enostavno tako majhen akter v mednarodnih odnosih, da seveda mora biti, po mojem mnenju, njena prednost, da je, ker je majhna, da je čim bolj prilagodljiva. Kajti sicer jo lahko veliki, in ne smemo si delati iluzij, vsi mislimo, da se zgodovina, da so se najhujše stvari v zgodovini že v preteklosti dogajale, da se ne more zgoditi. Vsi smo rekli, edino Američani so bili, tukaj je treba priznati, ampak vsi smo rekli, ne bodo Rusi nikoli Ukrajine napadli. Komentar na naslovnici Dela 2 dni pred začetkom napada je bil, kakšne zgodbice o Ukrajini, o ruskem napadu nam prodajate, se v Kijev, vendar ljudje vsi kofe pijejo na ulicah in je popoln mir. Kakšna vojna? Se spomnite, vsi Evropejci so rekli, pa to je nemogoče. Edino Američani so imeli pač očitno tako dobre obveščevalne podatke. Skratka, Baltske države so udarjene. no, ja, dobro, ampak Evropejci ostali, poglejte Nemce, navsezadnje tudi mi. No in zgodovina se lahko zelo, zelo hitro, v zelo tragični obliki ponovi in seveda tukaj mora Slovenija biti zelo previdna in seveda, po mojem osebnem mnenju, za to Evropsko unijo narediti vse, kar se da, da bo normalno funkcionirala oziroma da bo napredovala, kajti spomnite se, ta Evropska unija nam je, in to bi morali Slovenci, jaz mislim, da globoko v sebi vedo, da nam je ta Evropska unija toliko prenesla, predstavljajte si, da ne bi imeli evra, kje bi bil naš tolar zdajle, naprimer. Pa smo svojo monetarno suverenost seveda prenesli na Frankfurt. Tako da ene stvari znajo očitno tudi Evropejci bolje upravljati, kot bi jih mi, zato pač jih prenesemo nanje. In seveda ne smemo si delati iluzij, da se seveda v določenih zgodovinskih okoliščinah lahko apetiti, če hočete, naših sosedov povečajo. Glejte, takšna je neizprosna realnost. Kot smo rekli, pred 20 leti bi se Trumpu smejali, ampak to je to. In zaradi tega se mi zdi, da tukaj pač smo člani 2 mednarodnih inštitucij oziroma organizacij,
vojaško-politična NATO in Evropska unija in seveda jaz v tem trenutku ne poznam, ne bi si drznil reči, da je kakšna alternativa za Slovenijo boljša, kot jo imamo. Morda ni idealno, seveda ni, a veste, ampak gledajte, v eni skupnosti, kot je Evropska unija, v kateri so države, kot smo mi, znano je, ko so pisali dokumente Evropske unije, da seveda da so majhne države relativno močnejše, relativno pomembnejše kot velike. A veste, Slovenija ima svojega komisarja, bavarskega pa nima, na primer, ne, seveda zaradi tega, ker pač, ja, in tako pardon. Ja, tako, ne. Tako da se mi zdi, da bi tukaj morali biti realistični in pragmatični, kajti rečeno, alternativa se mi zdi ne preveč razmišljanje o alternativah se mi zdi enostavno preveč tvegano v enem stavku. Hvala. Veleposlanik Grabovšek se je javil. Ne, če gre za on the records, pa... Ja, hvala. Pravzaprav, predvsem bi se problem v tem, da so pohvalili, da imate diskusijo, referat kolege Edvarda, in to ne samo iz prijaznosti, iz manir, ampak zato, ker je bil res dober. Čeprav odgovor ni, ravno v tem se mi zdi pošteno, če dobro ni. Ne vemo, kaj vse se dogaja. Vprašanje, če je ogromno. Je pa nekaj besed bilo izrečenih, ki so tudi zelo zanimive, kar zadeva opis ZDA, konkretno Amerike Amerike. Mene vedno bolj moti to, da Amerika pa ZDA, da to enačimo. Ameriški zaliv. Prepričan sem, da te, ki so na teh ladicah, Trump potaplja tudi komisijo. Recimo beseda neizprost. Neizprosto, če si uspeš. ZDA so zelo brezobzirne, tudi brezobzirnosti je ogromno. Govorim o eni aspekti. Tako kot kolega Bogdan sem tudi jaz razmišljal o teh ZDA, možda celo bolj sedečih tonih. To je država, ki je imela, kjer je 400 milijonov posod orožja. To je država, če se zgodi to v Peruju, ali pa na Kosovo, ali pa kjerkoli, če kdo ustreli politika, so pač taki, ne? Pač rulja, ne? ZDA se predsednike strelja, ne samo na predsednike. To je pač, tega je bilo veliko, ampak Hollywood in celotna ta prezentacija delovanja ZDA nam je to uspelo, jim je uspelo to predstaviti kot neko, kako bi rekel, en delček neke folklore, ne, iztrebljanje domačega prebivalstva, ki je bilo in tako naprej. Skratka, zdi se mi, osebno pa sam doživljam to, da smo živeli, kar se ZDA tiče, ne glede na tudi vse svetle točke, v eni veliki iluziji, nekih predstav, ki so bile seveda veliko bolj pozitivne od tistega, kar so te ZDA bile, še posebno, kar zadeva zadnje 30-40 let. Zdaj pa čisto vprašanje, ki pa vem, da je težko. Velja, da vse, kar se zgodi v ZDA, pride čez nekaj časa v Evropo. A ne, brano. Je to drži? Zdaj sem že čisto. Ja, hvala Bojan. Če začnemo od konca. Mislim, da sem že nekajkrat tudi
verjetno v kakšnih svojih novinarskih prispevkih dejal in prepričan sem o tem, da seveda vse, kar je dobrega in vse, kar je slabega v Ameriki, se prej ali slej razširi po celem svetu. Prvič zaradi tega, ker smo globalizirani, drugič zaradi tega, ker temu svetu kraljujejo, vladajo ameriški mediji. Omenil si že, da imamo idealizirano predstavo te Amerike, poznamo Johna Wayna in vemo, da se vsak ameriški film, hollywoodske produkcije konča optimistično, da dobri zmagajo in slabi so kaznovani. Vemo iz lastnega življenja, iz lastnih izkušenj, da seveda daleč od tega, da bi bilo tako. Tako da glede tega sem prilično pesimističen, delno sem že omenil, politični diskurs Donalda Trumpa se je začel širiti, se širi tudi v Evropo in seveda se širi tudi v Slovenijo. O tem si ne smemo delati iluzij, kajti Trumpov recept za politično zmago je svojevrstna komparativna prednost in tudi ljudje v drugih državah, na drugih meridijanih, kjerkoli je že, kot rečeno v globaliziranem svetu, mislijo, ja, če je v Ameriki šlo, zakaj ne bi šlo tudi pri nas? Še posebej, ker so povsod, seveda, ali pa skoraj povsod, so ljudje naveličani oziroma razočarani nad aktualnimi vladajočimi elitami. Liberalna demokracija, klasična, povzdigovana na piedestal po drugi svetovni vojni, ne daje več pravih oziroma morda dovolj učinkovitih odgovorov na dileme današnjega časa. In seveda tukaj recimo popolnoma smo pozabili klimatske spremembe. Vi vidite, da je Donald Trump izstopil iz klimatskega sporazuma in seveda številne države so v tistem trenutku, vi veste, kako je bilo težko podpisati v Parizu sporazum, ampak zaradi Amerike, ki je porinila naprej, so tudi drugi stisnili zobe in so rekli, ok, pa bomo. In seveda to je na številnih področjih, če ni Amerike zraven, potem so druge države zraven s figo v žepu. In seveda klimatski sporazum je klasičen primer, da seveda da pride, če Američani izstopijo iz vlaka, če hočete, pride do erozije in tukaj sem glede tega recimo konkretno prilično pesimističen. Kot si omenil, seveda nimamo dokončnih odgovorov, vsi se učimo, vsi poskušamo dojeti, kaj se dogaja. Ljudska modrost pravi, da se učimo celo življenje in umremo neumni ali pa neuki. In tako je tudi, se mi zdi, v mednarodnih odnosih. Je pa ena stvar, ki se mi zdi, da morda je, a veste, številne stvari se morda kljub vsem analizam, kljub vsem znanosti in izkušnjam in intelektu in vsem, kar pač ta homo sapiens je proizvedel, da se marsikdaj zgodi kakšna stvar, ki je naključna in seveda to obrne tok zgodovine. In kakorkoli, ne bi rad, da ima tole, kar bom rekel, kakršenkoli predznak, ampak vi dobro veste, da seveda, če bi krogla, ki je Donaldu Trumpu presekala oziroma prebila levo uho, če bi ta krogla šla samo 5 centimetrov bolj desno, bi seveda se tok zgodovine radikalno obrnil. Ne moremo
reči, da bi bilo vse enako. Kajti, kot rečeno, to je Donald Trump, ne? In seveda, zaradi tega je marsikaj skozi zgodovino odvisno tudi od naključij, na katera pa seveda nimamo nobenega vpliva. In seveda še ena stvar, ki se mi zdi, da jo vi boljše poznate kot jaz, predavajo, jaz ne vem, na FDV-ju ali kje predavajo mednarodne odnose in tako naprej. Jaz pač sem pravnik, nismo imeli nikoli tako podrobno uvida v te stvari, pač smo se ukvarjali bolj s pravnim vidikom mednarodnih odnosov, ampak se mi zdi, da mednarodni odnosi nasploh so seveda vse prej kot idilični. To je nekaj, kar zelo spominja na eno areno, kjer seveda države samo čakajo, kdaj in kako, in to v tem kontekstu, kot je ambasador Benko že rekel, bi morali mi upoštevati tudi, ko gre za Slovenijo, kajti kot rečeno, ni nujno, da se zgodi jutri, ni nujno, da se zgodi čez 10 let, lahko se zgodi čez 50 ali 100 let. In zaradi tega delno celo razumem ta strah, ali je upravičen ali ne, Evropejcev, ki pravijo, v Ukrajini se bije bitka za Evropo. Glejte, tudi tega argumenta ne morem zavreči kar tako, ne. Skratka, mednarodni odnosi so komplicirana zadeva, o kateri se pač poskušamo učiti, priti do nekih zaključkov in vedno znova ugotovimo, ne vem kako v vaših diplomatskih krogih, ampak v naših novinarskih vedno znova ugotovimo, da smo udarili mimo. Ja. Super. Še zadnje vprašanje. Gospod Gregorič, ker smo že presegli skoraj. Ja. Čakaj. Še minister, no. Minister. Če dovolite, bi mikrofon, da bodo še ostali slišali. Gospod Peršak. Ki se naslovno, kar ste zdaj na koncu rekli, pa se nam ne zdi, da kadarkoli ZDA, kjerkoli na svetu intervenira. In nam zdi pa nekako normalno. Zdaj, ko je intervenirala Rusija, je pa cel svet ogorčen, ne? Pa ne s tem ne zagovarjam, pa ne bo pomote ruske intervencije v Ukrajini. Ampak, ali ni v tem nekaj hipokrizija, ne? Glejte, ne morem reči drugega, kot da se strinjam z vami, seveda, ne. Ne hoče še. Gospod Kopošar. Namreč, zdaj se mi da treba pozariti, da Trump, zdaj Amerika, da Trump svojno hoče spremeniti, jasno, vse to razumem, tudi svetovne, tudi predvsem pa znotraj ZDA, ampak jaz zdaj malo bolj pravno gledam, da sem postrogi pravnik, še vedno se drži znotraj demokratičnih načel, oziroma zakonitosti, pravne države, delovanje demokratičnih institucij, razdelitve oblasti na sodno, izvršno, zakonodajno. On je nateguje na nek način, poskuša mogoče iti ven, izven tega. Ampak po mojem, v tem trenutku to mi še ni uspelo. Lahko to zaključimo tako. Jaz bi samo v enem stavku, seveda, ne. Vsi vemo, da, glejte, najbolj svež primer napadanje čolnov v Karibskem morju je definitivno skregano z vsemi pravili mednarodnega prava. To so izvensodne eksekucije ljudi, ki niso nikoli
stopili pred sodišče, imeli pravice do takšnega ali drugačnega sojenja. Pa seveda, tudi če so trgovci z mamili, si predsednik enostavno tega ne more privoščiti. To je samo zadnji primer, ne? In teh primerov je še zelo veliko, tako da se ne bi mogel čisto strinjati, da seveda predsednik Trump deluje samo in izključno po črki zakona. Gospod Gregorič. Miro Gregorič. Zelo sem vesel, da sem bil na tem vašem predavanju, da ste nam prikazali Trumpov vzporedni svet. To se mi zdi izredno lepo karakterizacija. Jaz bi imel samo eno provokativno vprašanje, pa me zanima vaše mnenje. Ali ZDA namenoma uničuje Evropsko unijo, ali je to samo oziroma le kolateralna škoda geopolitike Rusije, Kitajske? Hvala. Bom zelo, ja. Se deluje to. Aha. Zelo kratek bom. V interesu Amerike obstaja teza, seveda, da so seveda po drugi svetovni vojni, ko so Evropejci bili uničeni, da so v ameriških obveščevalnih krogih dobili idejo, dajmo mi ustanoviti Evropsko skupnost, zapremo kinjeklo in dajmo mi te Francoze in Nemce nekako skompati, da bodo začeli, kajti obstaja teorija, vi veste, ravno tako v mednarodnih odnosih, da seveda ljudje, ki trgujejo, ki delajo biznis, se ne radi vojskujejo. In to je ena od tez, da je seveda prišlo do ideje o samem evropskem združevanju v Ameriki. Vendar pa seveda je ta ista Amerika, kot veste, ima še vedno zelo veliko svojega železja v tej Evropi, ne? Govorim o vojaških oporiščih. In na drugi strani je pa seveda ta ista Evropska unija skozi čas postala dovolj močna. Evropski eksperiment je uspel. In ko je prišlo do integracije, do monetarne unije, Američanom ni bil ta eksperiment, ta poskus pomiritve v Evropi nič več tako všeč, kajti evro je postal konkurenčna valuta. V Evropi so začeli sanjati, da bo morda evro postal nekoč svetovna valuta, nekaj podobnega, o čemer sanjajo danes Briku oziroma Kitajci, Indijci in Brazilci. Skratka, v določenem časovnem oknu, jaz mislim, da je bilo v interesu strateškem Amerike, da se Evropa integrira, normalizira, ampak še vedno ostane pod perutjo Amerike, navsezadnje imamo NATO in seveda nikoli vsi ti poskusi evropski, da bi postala tudi obrambna asociacija, so vedno znova propadli. In zaradi tega se mi zdi, da je Amerika, kot rečeno, nad vzponom evropske ideje, nad združitvijo Evropske unije, nad njeno vse večjo močjo v zadnjem času ni bila preveč vesela, ni bila preveč temu naklonjena. In seveda v zdajšnjem času, in to se je začelo že pod Obamo, je pa jasno, in to Evropejci globoko v sebi vedo, da seveda Evropska unija, ker je tako šibka, pravzaprav za Američane ni več tako relevantna, kot je bila nekoč. In seveda Američani se že od Obame naprej ukvarjajo samo še s Kitajsko, z Azijo. Strateški interes Američanov je postala Azija. In seveda ne smemo pozabiti tudi tega, ne? Glejte, vi dobro veste, da odkar so, zdaj že lahko rečemo, Američani razstrelili Severni tok, da seveda Evropejci kupujejo plin od Američanov
trikrat dražje ali ne vem kolikrat dražje kot od Rusov. Na plinu seveda ne piše, ali je ruski ali je ameriški, ampak samo toliko in toliko je dražji. Skratka, šibka Evropska unija in še en element je, to je v zvezi z Ukrajino zelo jasno. Trump seveda, ko gre za njegove strateške račune, za preračunavanja, Trump vedno znova pravi oziroma misli, tega nikoli na glas ne pove, nikoli, ko se dogovarjaš z velikimi, z Putinom in z Šijem, nikoli ne pusti zraven Evropejcev. Tej Evropejci skrbijo samo zase, zmeraj te bodo okrog prinesli, to so stare kolonialne sile, ki seveda so nas skozi zgodovino, zmeraj smo takrat ko povlekli. Zato ne pusti ne Francozov, ne tudi Angležev, Nemcev itak ne, nikoli zraven. Skratka, šibka Evropska unija, delujoča sicer, ampak šibka Evropska unija je, mislim, v strateškem interesu Amerike. Ne, Jaz samo še ena stvar, jaz bi samo še eno vprašanje, mene toliko lula, da bom ne, bom. Jaz sem rekel zadnje vprašanje. Ja. Vi ste omenili, da Američani v Evropski uniji vemo, Evropska unija ima problem šarlamonije, temu reče Angleži, frankovska Evropska unija ali rimsko-nemška Evropska unija. Američani opazujejo, kako se Nemci odnašajo do Sovjetske zveze, reci do Ruske federacije. Oni vedo, da bi se bo to isto zgodilo. Se ta noš v hrbet, kjer bi se naredili. To so pravljice. Poglejmo številka. Kitajska je zanimiva ekonomsko in znanstveno. Nemci bi pa rad konkurirali z državo, katero so tisto sami podpirali, bi postali tako močno. Na tole Abursko krizo bi se vrnil. Nemci so Rusom prišepetali 60-70 leta, da jih bodo podprli, zahodna Nemčija, da bodo podprli Sovjetsko zvezo, če bo prišel dovolj s Kitajsko. Američani so to zavohali in šel je na Kitajsko Nixon. To je bilo po koncu, moče se motim, tretje specialne svetovne vojne, ki se je končala z Vietnamom. Vprašanje, vi ste rekel, da Amerika noče Evropo zraven pustiti. Ja, vidijo, kaj se je zgodilo v Sovjetsko zvezo in to, da so oni naslednji. Ali možno te stvari tako interpretirati in vaš komentar? Še Bojan. Si hotel kaj reči? Predlagam, da končam. Ja, jaz sem že mislil, da je zadnje vprašanje, ampak je Ja, možno je tudi tako, seveda, ne, mislim, nobenega dvoma, zdaj jaz ne vem, Sovjetska zveza je že zdavnaj pokojna, ampak ta strah Nemcev pred Rusijo, jaz ne vem, no, mislim, jaz se ne bi upal reči, glejte, boste neformalno potem povedali, ne, jaz mislim, si ne bi drznil povedati, da bodo v naslednji fazi, da bodo pa Rusi pa Evropo napadli. Ne upam se, res. Ja. No, dobro, ampak Bomo pa končajte. ste skočili. Ne, kar izvolite. Ni tako hudo, no. Nikoli ni nič kratko. Prosim. Hvala lepa za to predavanje, meni je bilo zelo všeč, se mi zdi, da ste dobro vse odpovedali začel. Bistvene stvari imam občutek, ne samo vi, ampak diplomati se malo izogibajo. Dejstvo je, da Rusija je agresor, pravno formalno, vendar je bila izzvana, to so namerno naredili. V 14,000 Rusov so prej pobili zelo
na grd način Zelenski in ta njegova klika, to so pravi kriminalci in nacisti. S Plukastim križem se propagiral, pa drugera se skoka Merz, ki je predsednik, oziroma kancler najmočnejše evropske države. Torej, treba je reči Bogu Bog. To je, da Amerika se, resno, bi se Kitajski, tudi se Rusi, Kitajski, dolgoročno gledano. Mislim pa, da bi mogli zauzirati na vse to, pa na te geostrateške spremembe, na katere je veliko vplival tudi predsednik afriške države Burkina Faso, Ibrahim Traore, ki je lepo se zaščitil pri Kitajcih in Rusih in zaprl vrata med Židom in Amerikancem, da trguje z Afriko. Afrika ima največji potencial, to vemo vsi. To se pravi, vse to ni zaključeno. Kaj so do zdaj delali Amerikanci s temi vojnami, kjer so vsakič kršili mednarodne sporazume in mimo varnostnega sveta bombardirali od Beograda To ni treba komplicirati. Zakaj? Ker oni bistveno, tam 30% njihovega bruto proizvoda nacionalnega je zaradi orožja. Oni imajo največje tovarne orožja in ga prodajajo in tega služijo. Ne bojo ga dali direktno Ukrajini, ampak Evropejcem in Evropejci pa potem to plačajo Ameriki in dajo v Ukrajino. Ampak samo eno tretjino. 2/3 gre unam nazaj, ko so dali, 1/3 zadržijo kar slika, 200 milijard zalesti, sami vojaki, ki jih je milijon pa padli, pa ne dožli, ker se med dvema slovenska naroda borijo, to je vse dogovorjeno, to je vse ena packarija. In moramo izstopiti iz Evrope ven Slovenci. Prav, ni alternative, niste rekel navijen. Jaz sem pa videl, zakaj pa mora ena suverena država kot Slovenija, čeprav mejna, samo z Nemčijo imeti gospodarske odnose z Italijo, pred temi sosedi. Mi smo suvereni, lahko se tudi obrnemo na Rusijo, imamo tudi podobne proizvode, Kitajsko in v Afriko. Zakaj moramo se nekaj poslušati? Pa nismo suverena država, pa smo pa banana država. To je bistvo in tukaj treba spremeniti ta koncept. In zaradi tega je treba, nažalost, ni všeč, treba je Limčiča, zgolj vse na volitvah, da dela propagando, zaradi tega, da se bo vsaj malo včasih vplivali. Vsi ti so, vsi imajo vprašanje. Hvala lepa za mnenje. No, jaz se zahvaljujem našemu gostu, ki smo ga izčrpali in upam, da bo zdržal do WC-ja. Lahko bi govorili še ure in sigurno bo še kakšna prilika. Jaz se zahvaljujem. Ja, In hvala za aplavz je že minil, ampak vse vabim v tretje nadstropje.